Včeraj sem si mačka nogo zvil, ker sem z otroki igral fuzbal, ponovadi igram zunaj. Kaj pravite na tole ljudje, a? Ena sama lepota. Jaz sem prispel v Karin, tamle od zadaj vidite Karinsko morje. Tukaj imamo en lušen apartma, škoda, ker še grozde ni, vam ga pokažem. To je bila najcenejša opcija, ki je bila možna. Pa tudi, kar se mene tiče, lokacija je super. Glejte, to je kuhinja, dnevni prostor, WC, kopalnica. Glejte, čist ok, dosti placa, velik hladilnik. Imam pa tukaj le dve spalnice. Evo, ena je tale. Fina, prostorna. Druga je pa tale, majčkeno manjša, ampak tudi velika, tako da super. Lahko komentar napišete, kaj mislite, koliko tole stane na noč. Dragi gledalci, naše raziskovanje se začenja. Tole, ki vidite, je reka Krupa. Tukaj sem pri samostanu Krupa, vam ga pol tudi pokažem. Drugače pa tole je ena lepših rek, kar jih jaz poznam. Boste videli, kaj vse lepega bomo še videli. Tle sem se ustavil malo ob reki s prehodu. Glejte, takole slapovčki. Lepo. No, zdaj gremo od tega slapu proti samostanu. Tam imam tudi avto parkiran, tako da imate tam parking, če bo to kdo šel. Tukaj imajo tudi en piknik plac. Tamle sem na novo videl, da imajo celo neke stole, pa ne vem, ali je tu neki lokal odprl ali kako, ali so pač ljudje, ki so tle. Ampak, kakor sem rekel, najlepše se šele začenja. Tole je pa samostan Krupa, niti ne vem, a se lahko gre noter ali ne. Enkrat je meni uspelo priti. Je tudi en malo povedal. Če vam prav v spominu, so tukaj bolj ženske bile noter. To bolj samostan za ženske. Ne vem, pa sem tlele šel, ali sem tamle šel. Gremo probati. To smo pa zdaj v notranjosti tega samostana. Tole tamle je cerkev, to smo bili prej. Takole imajo to. Zdajle gremo pa pogledat največjo znamenitost danes. To je Kudin most v kanjonu reke Krupe. Do dol je 45 minut. Dol pa kakor hočeš. Lahko greš takoj gor, lahko se pa še kar veliko sprehodiš. Bomo videli, kako bo razpoloženje. No, lejte, in danes prvič obujem čisto frišne merelke. Če vam po pravici povem, mi jih je kar majčkeno škoda, ampak enkrat jih je treba zalaufati. Po želji. Jaz sem drugače tukaj bil že neštetokrat in običajno sem bil vedno sam, ni bilo žive duše. In tamle, lejte, odzadaj vidite eno restoranček. Je včasih tukaj bila ena hiša, ki je en starejši gospod živel. Po nacionalnosti je bil Srb, bil je pregnan, pa pol prišel nazaj, v hudi revščini je živel. Včasih sem tega kupil kakšen kozji sir, pa kakšen daril sem mu prinesel. No, zdaj pa to zgleda en kupil in zrihtal lokalček. Tako da vidite, imajo vse živo. Ljudi cel kup. Jaz pravim, ko sem jaz tukaj hodil, nikoli nisem
nikoli nisem kakšnega človeka srečal. Še s prijateljem Aleksom, ki sem bil pred enim 7 letem, so bila tukaj najbrž čisto edina. Tako da, glejte, ta glavno boste pa zdaj šele videli. To zdaj proti soncu snemamo. Drugače pa bilo tle, ne, je bilo fino, ko si prišel gor in je bilo cel kup koz. Velikih, majhnih mladičev, res taka super atmosfera. Bom dal opis videa, tudi en link do videa starega tam 7-8 let, pa boste videli, kako je bilo fantastično. Tukaj se pa že vse malo lepše vidi, ali ne? Kaj pravite na tole čudovito zeleno barvo? Mi gremo tle dodol, tamle odzad je en most, več kot 100 let star. Boste videli, to bo danes za ljubiteljne narave, bo to fantazija, boste videli. Tole smo pa zdaj že kar bližji. Spodaj vidite kravice, če jih ne vidite, jih mogoče slišite, ker imajo zvonce. Imajo tamle fino pašo, no mi dva greva tlele po teli poti, tamle odzadaj se pa že mal mostiček vidi. Kaj pravite na tole ljudje, Ena sama lepota, most vam bom pa pokazal čisto majčkeno kasneje, tlele je glih tale skalana pota. Drugače pa tlemle se tudi ljudje kopajo, verjetno se bova tudi mi dva. Pol najprej greva tlele majčkeno gor, pol bova pa videla še kako naprej. Tukaj zdaj se pa most zelo lepo vidi. Če nimate slike čez cel ekran, si jo povečajte, da imate čez cel ekran, pa boste videli, kako je tole res lepo. Evo, gremo dol, še malo pa smo, lejte, ljudje plavajo, taki čisti vodi, fantastični. Wow, tole, komaj čakam tudi jaz, noro. Zdaj smo prišli čisto do mosta in lejte, zdaj imamo pa eno možnost, da gremo tlele naprej. Priše, da je tehnično zahtevno, samo ni tako, lahko se gremo kaj kopat. Evo, tlele je ta Kudin most upisan. Tlele so fige včasih bile kakšne, bomo šli pogledat. Tako da, po mojem bomo šla najprej tukajle, da dava tu čez, ko pa prideva nazaj, se greva pa malo okopat. Da vam še malo pot pokažem, kakšna je zdajle. Takole po teh kamnih reke, ampak gledajte, pot je kar dobra. Tako da ni nobenih pripomb. Markirana, kakor vidite, na frišno. Tako da samo gasajte. A ni čudovit prizor, Wow. Wow, sem to lahko rečem. Zdaj smo pa prišli na ta del, ki sem upravil, tehnično zahteven. Čakajte malo, boste videli. Piha, piha, to mi ni všeč, da piha. Pol kdaj zvok ful zajebava. Dajte, tle se gre. Vse je sam par metrov in čudovita reka Krupa. Evo, prvi gre Primož. Naj on prvi pade, pol bom pa še sprobal. Mogoče vam tlele na kameri izgleda čisto enostavno, samo verjemite mi, da čisto tako enostavno ni. Okay.
Zdaj sem pa že na mostu, sem bolj proti koncu, veste, takoj veter pihal, zdaj je za trenutek nehal, tako da zdaj lahko šele nekaj povem. Lejte, kako je fantastično. Midva greva drugač, saj plan je tak, lahko se še premislila. Greva plavat kele do slapa, pol pa tam pri slapu gor preplezava, pa greva naprej. Zdaj, kaj mislite, bo kakšna kača? Žabe so, jih slište. Kača pa, če ste si pogledali video, ki imate link v opisu tega videa, vidite, da so kače tle, ne? Zdaj gremo nazaj. So se odločila, se ne greva kopat. Greva rajš peš še do enega zelo lepega slapa. In zdaj moramo iti najprej gor, pol pa dol. Tako da bo to kar vzelo nekaj časa, za kopanje bo pa še čas, tako da greva zdaj raj to. Midva sva zdaj prišla, če šla po teli poti gor, imava še 3 minute do avta. Tle sva prišla, zdaj greva pa kontra. Dajte, tle piše Ušče. To pomeni, kjer se zlivata skupaj zrmanja pa krupa, pa to je kar daleč. Jaz sem že bil, bom vam tudi kakšen video še dal link, da vidite Ušče, lepa zadeva. Imam dron posnetke, stare, že 7 let, tako da zdaj pa še enkrat dol. Če vam čisto po pravici povem, sem navdušen sam nad seboj, zato ker, ja, zdržim, ampak veste, je neka posebna energija. In to, kar gre, imam pa mačken problem. Včeraj sem si mačken nogo zvil, ker sem z otroki igral fuzbal, ponovadi igram z unem 9-10 let starem. Včeraj so pa prišli še tam 12-13 let stari. S tem pa je že ne morem igrati, so pa prehitri. In evo, je bila posledica, tudi sem si mačken nogo zvil. Seveda, če sam kriv, hitel sem, driblat sem ga hotel, ne driblat jih je sploh ne morem. Hotel sem, da me ne predribla in sem hiter skakal in tudi sem si mačken nategnil, tako da paziti se je treba, da bo lahko še veliko takih dobrih pohodov. Zdaj pa dol do unga lepega slapa. Drugače, če bi hoteli te zadeve obiskat, vam predlagam ta apartma, ki sem bil jaz. Link imate v opisu videa. Ejte, tudi deleč najcenejši 50 km kolc, saj ta trenutek je bil. In to prek Bookinga, najboljši varnost je, se pravi, ne morete odpovedati. Tako da prijazni so, da ne boš dal slabo ceno, tako da tole sem res dober najdel, tako da priporočam. Moram pa zmeraj narediti eno neumnost, tudi danes sem jo, premalo sem zapit vzel, ker prah pluvam. Jaz sem pa vzel samo 1 liter tekočine. V avtu imam še eno pločevinko, če imam, niti ne vem. Mislil sem, da imam v ruzaku, pa je nimam. V glavnem, dobro, se tam je voda, dol pa vodo pil. Ta je čez pitna, tako da. Ampak ne vem, zakaj ne vzamem do zapit, ne vem. No, zdaj se pa že spuščamo dol. Tamle v zadju so tisti slapovi, ki so bila prej. Zdaj greva pa dol in verjetno, da so boljš naredila, da so šla okoli, ker tamle bi bilo kar težko pridati čez. Jaz se spomnim, kako sem to vlekel. Pa veste, kaj malo plezaš, lahko še kakšno kačo zagrabeš. Ene 7-8 let nazaj sva s prijateljem točno tukaj kampirala na črno. In bilo je fenomenalno. Zdaj gremo pa še slapke pogledati. Gremo do slapa. Tle, če ste si pogledali tisti video, ki sem rekel, da je link v opisu videa, ste videli, da sem se tle kopal in sem šel noter čist pod slap, pa ven preplaval. Čakajte, je pa čist drugače. Je pa ful vode in je slap čist drugačen. Lahko ga pa pogledate tam, ki ste ga videli. Bom jaz probal prideti malo bližje. Je pa zgleda vode ful velik, pa je drugačen. Evo, zdaj sem se vse nižji dol. Lejte, čist drugačen slap, ki je bil. Jaz sem prepričan, da je v enem trenutku preveč vode prišlo
in je vse tisto, kar je bilo prej, odneslo. Kako je pa bilo prej, si pa pogledajte na video posnetku, v opisu je link. Tako da to je nekaj moglo biti ful vode, pa je to naredno najbrž. Prihajamo na cilj. Dober je bilo tole, dober, čeprav zelo utrujen, ampak dober je. Prišel gor, prijetno utrujen. Moram pa povedati, da sem samo 2 ure pa pol spal, tako da sem super ponosen nad sam seboj. Zdaj pa mogoče še eno stvar pogledati, bomo videli. Pa apartma, spat, jutri pa akcija na polno, tako da lep dan za nami. Srečno prispel do apartmaja, se stuširal, napil, malo najel, tako da fenomenalen dan je za mano. Jutri nadaljujemo še bolj zanimive stvari, tako da ne pozabite gledati naslednji video. So zanimive stvari na sporedu. Boste malo presenečeni, ne bom povedal kaj. Drugače pa dajte všečkati ta video, napišite kakšen komentar, pa vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Je to velika podpora tem mojemu ustvarjanju, tako da če so vam moji videi všeč, dajte se, prosim, naročiti. Nič, se vidimo v naslednjem videu, imejte se in hvala.